Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tedenski izdaji na televiziji Celje. Tudi danes lahko napovem zanimive goste. Predstavili bomo zanimiv projekt Čuječa gibalnica. Predstavili bomo tudi čisto novo zadnjo premiero gledališča Celje, predstavo Troja. Predstavimo pa tudi evropske projekte na 4. osnovni šoli, kjer bodo predstavili, zakaj je iti na kolo dobro. Tako, pa kar začnimo. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam malo prej napovedano prvo gostjo, Julijo Planinšek, inštruktorico vodenih vadb, varne vadbe v nosečnosti in po porodu ter soustanoviteljico Čuječe gibalnice. Julija, živo, lep pozdrav najprej. Ja, dober večer. Tako, torej Čuječa gibalnica. Zdaj sem ta izraz uporabil že nekajkrat tudi v napovedi, pa bi mogoče se najprej ustavila pri samih temeljih. Kakšen je bil namen, ko sta z kolegico ustanovili Čuječo gibalnico in kakšno je osnovno poslanstvo, recimo temu? Ja, tako bom začela kar na koncu, torej z osnovnim poslanstvom. Gre torej za združitev gibanja in čuječnosti. Čuječnost je najbrž ljudem znana bolj kot sidranje pozornosti v trenutek tukaj in zdaj. Biti prisoten, zaznavati telesne občutke, misli in vse to delamo v bistvu skozi gibanje. Torej, med gibanjem poskušamo čim bolj zaznavati svoje spremembe v mišicah, v telesu, kaj je prisotno, kje je prisotno in tega nič ne obsojati, ampak opazovati in biti prisoten tukaj in zdaj. Torej, človek, če bi poenostavil, bi lahko rekel, da gre za vadbo, kjer zraven zelo tudi razmišljaš oziroma čutiš mogoče bolje, kot razmišljaš, ne? Tako, v bistvu poskušamo odklapljati, mogoče ne toliko razmišljati, ampak samo slediti svojim občutkom oziroma zaznavati čutenja. In zdaj, če se navežem še na prvi del vprašanja, do tega koncepta so naju s kolegico pripeljale osebne življenjske izkušnje. Vsaka se je na svoj način soočala z zdravstvenimi težavami kot najstnica oziroma študentka potem. In tukaj nama je čuječnost res stala ob strani. Obe sva pa nekdanji plesalki, tako da nama je gibanje res domače in naj jo vse skozi spremljalo. Tako. No, mogoče pa potem, kakšni so bili potem prvi koraki, ko ste se odločili ustanoviti to Čuječo gibalnico? Kaj ste začeli kot prvo ponujati in kako se je potem zadeva razvijala naprej? Ja, v osnovi sva začeli z pilates vadbo in pa funkcionalno vadbo, torej po principih čuječnosti, govorimo, torej ni čisto klasična vadba, ampak vse posod, mi dve verbalno vodiva in z usmerjenimi tehnikami pač vabiva vadeče, da si prisluhnejo. Torej to dvoje. Potem se je pa kasneje, ker seveda sva zelo ambiciozni in si želiva pridobivati nova znanja, sva se obe dve udeležili tečaja, izobraževanja torej za vadbo v nosečnosti in pa po porodu, tako da kasneje, oziroma zdaj, potem sem vmes tudi jaz zanosla, tako da so se plani malo premaknili, ampak od lanskega leta oziroma v tej sezoni sva začeli tudi z vadbo za nosečnice in pa z vadbo za mamice z dojenčki. Ponujava pa tudi čuječo vadbo za predšolske otroke, pa torej delavnice, dogodek prvi organiziramo večji. Tako, do dogodka še prideva. Mogoče še tole, Julija, ponavadi se vadba povezuje z nekim prostorom, pa me zanima, kako ste pa to uredili. Ja, mi dve ekskluzivno oziroma res zgolj in samo ponujemo vadbe v živo. Si ne želiva poseči po konceptu online, ker se izgubi ta medosebni stik in tudi najine skupine so majhne, torej sprejmejo od 5 do 10 oziroma največ 13 oseb, tam, kjer prostor to omogoča. V Celju imava svoj studio vadbeni, sicer pa v Rogaški Slatini tudi v živo v telovadnici ponujava vadbe. Torej, gre za res butičen koncept in se ne želiva delati na masi, ampak na kvaliteti odnosov in res strokovno pristopiti do vsakega posameznika. Tako. No, kot sva pa omenila, oziroma kot ste že omenili, povezujete zadevo vadbo tudi z organizacijo različnih dogodkov. Tako vem, da se je dogajalo že preteklo soboto, pa tudi včeraj je bila ena zadeva, bi mogoče opisala, kaj se je zdaj že dogajalo in hkrati potem povabiva še na sobotni dogodek, ki bo na nek način osreden, če prav razumem.
Tako, te delavnice so v bistvu tudi novost letošnjega leta. No, prva je bila že kar nekaj časa nazaj, kjer smo z psihoterapevtko Ano Plemenitaš organizirali delavnico čuječnost za vsak dan, ne toliko skozi gibanje, ampak bolj kot na duševni ravni, torej kaj čuječnost je, kaj lahko z njo počnemo, kako nam lahko koristi. Sicer pa sva ponudili tudi nabor delavnic tehnik sproščanja, kjer smo se z udeleženci spoznali v teoriji in praksi z različnimi tehnikami sproščanja, ki nam lahko pomagajo pri soočanju s vsakodnevnim stresom, s tesnobami, z nespečnostjo. Sicer to izvajava vedno tudi na koncu vsake vadbe, ampak to je bilo poglobljeno. No, v soboto je pa naš velik dogodek, krasen dogodek bo res, ki bo združeval torej gibanje, čuječnost, skrb zase. Glavni gost dogodka bo David Zupančič, avtor uspešnice Znanost mirnega življenja, tako da on bo tudi več o čuječnosti govoril. Sicer bo pa polno gibanja, od pilates vadbe do raztezanja s sproščanjem. Delavnico tehnike sproščanja bomo imeli z gostjo iz Berlina, pa potem delavnico masaže obraza z naravno kozmetiko, tako da bo res krasen dogodek. Kje so rekla točno, da se bo to na Kozjanskem, na podeželju, imenuje se dogodek Umik na podeželje, tako da gremo res v neokrnjeno naravo, na kozjansko domačijo, v Dobje pri Planini. Tako da je res krasen ambient in upam, da bo to mirnost oziroma iskanje notranjega miru prenesle tudi na vse udeleženke in udeležence. Tako. Mogoče, Julija, za konec, torej povabiva vse 18. na Kozjansko, uživati na podeželju, umakniti se na podeželju, ampak mogoče pa za konec še to, Julija, to je zdaj v soboto, kakšni pa so načrti s čuječo gibalnico za naprej, kot ste rekli, sta s kolegico ambiciozni, kaj želita oziroma kaj nameravata še ustvariti? Ja, zdaj najprej gre čuječa gibalnica na krajše počitnice, julij, avgust je ponavadi tiha sezona, se pravi, ni čisto tiha zares, ker je za kreativni razmislek in kreativno urjenje možganov namenjena. Se pravi, s septembrom, oktobrom nadaljujemo. Želiva si ohraniti butičen način vadbe, bova pa, to pa lahko že povem, dodali nekaj na svoj urnik, razširili program, tako da se že zelo veseliva. No, tako. Pa mogoče potem, ko bo še kaj več, znova tukaj v tem studiu. Ja, tako, morda res. Julija, hvala za obisk in vse dobro. Hvala vam. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke.
Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Espresso? Dvojni. Koliko tak hit? Centralka? Mesec športa v Celju od 6. maja do 2. junija. Preizkusite se lahko v 26 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam gosta iz celjskega gledališča oziroma slovenskega ljudskega gledališča Celje, Manca Gorevci in Rastko Krošelj. Živijo, lep pozdrav najprej. Živijo. Ja, omenil sem, pa ne samo oziroma tako je premiera, ki jo predstavimo v tokratni oddaji in prav vesel sem, da jo bomo predstavljali v bistvu že po premieri, po premiernem vikendu in to iz tega razloga, ker mislim, da bomo veliko lažje o tem govorili in tudi vam bo veliko bolj znano že, kaj se je dogajalo, kajti verjamem, da ste mnogi opazili pretekli konec tedna, ko se je po središču mesta dogajalo, neke skupine ljudi so hodile, pa metle so imeli na glavi raznih barv. No, zdaj, če ste to opazili, gre za predstavo Troja. No, tako, zdaj pa gremo malo razširiti, zakaj točno gre. Pretekli junij, lansko leto je bil upravnik gledališča tule gospod Golob in že takrat je napovedal, da bo za konec letošnje sezone angažiral gospoda Solceta, torej Matijo Solceta, ki je tudi režiser te predstave, da bo približal gledališče mestu in Celju. In ker tudi celotna sezona je, namen te sezone je poudarjanje celjskosti in zdaj ste pa dobesedno res gledališčniki stopili na celjske ulice v aktivnih vlogah, ne pač samo kot obiskovalci. Zdaj pa dovolj uvoda. Torej, gremo najprej k zgodbi. Na kaj se naslanja tale celjska oziroma Matijeva Troja? Ja, tako kot ste rekel, to se je tokrat res tako vrhunsko zgodilo, da smo se nekako tako na tak način poseben približali publiki, tako kot še pravzaprav nikoli. In tale sezona, ki je bila namenjena približevanju našega gledališča publiki, je to res naredila z tako vrhunsko potezo, kot je Troja. Troja, torej osnova za zgodbo, ki jo tukaj predstavljamo, je trojanska vojna, ki pa se potem nekako razširi v vse pore našega življenja, tudi tukaj in zdaj, tako da pušča razmislek o tem, kako živimo tudi danes, zato ker nekako postanemo igralci, subjekti in objekti v mestu in je pač trojanska vojna kot eno od arhetipskih mitoloških zgodb tukaj samo pač nekak začetek razmisleka o tem, kako živimo tudi tukaj in zdaj. Tako. Rastko, mogoče tole, zdaj predstavili ste se na ulice, pa bi mogoče šli, zdaj smo zvedeli, kakšna je osnova, sam bi šel na proces. Zanima me proces nastajanja tele predstave, ker je res edinstvena. Tudi za vas, igralce, je bilo to verjetno na nek način edinstveno, oziroma ali pa saj redko ponovljeno. Na kak način ste se lotili same vaje, same produkcije, nečesa takšnega, kar se dogaja v bistvu po celotnem mestu, oziroma središču mesta? Tako, vsaj po starem delu mesta. Ja, tako kot je predstava, bom rekel, na nek način težko opisljiva, je tudi proces dela bil težko opisljiv.
Pravzaprav je bilo nekaj enkratnega. Evo, jaz sem v gledališču že več kot 30 let in podobnega načina ustvarjanja pravzaprav še nisem, na podoben način ustvarjanja še nisem naletel. Intenzivno, noro na trenutke dušo božujoče, zopet na drugi strani. Ja, in prebiti smo morali predvsem ta let, da smo se spravili, bom rekel, v javnost, na pozicije pravzaprav zelo ranljive za nas, igralce. In predvsem moram pa pohvaliti in se zahvaliti vsem, ki so nas dejansko sprejeli takoj od prve, od muzejev, likovnih salonov do seveda kompletne kulturne četrti, ki je sodelovala pri celi zadevi zraven in so nas takoj vzeli za svoje. Ja, delo je bilo razpršeno na ta mala prizorišča, pa hkrati skupne vaje, potem še tisti, ki smo bili glasbeniki zraven, še glasbene vaje, tako da smo pravzaprav delali petek in svetek od jutra do večera, preko celih dni. Še to je bilo, da je ekipa od prejšnje predstave, se pravi od Kraljev, da tako rečem, zaradi premiere zamujala 14 dni in je delala samo ena ekipa na začetku. Skratka, vse skupaj je bil en tak dobro organiziran ustvarjalen kaos, če opišem z enim izrazom. In mislim, da smo se res s tem projektom pravzaprav bolj kot toliko, mislim, da se skoraj ne da približati mestu in mestnemu dogajanju. Tudi, bom rekel, mimoidoči in meščani, ki so nas srečevali v čudnih kostumih, pa ob čudnih početjih in tako naprej, sredi dneva, sredi belega dne, ko so hiteli na tržnico in tako naprej, so se najprej ustavili, kaj pa se dogaja, potem smo malo povedali, kaj se dogaja in so, to pa moramo priti pogledati. In res moram reči, da tele 3 predstave pravzaprav smo imeli, če vključujemo še poskusno, da tako rečem, naše poskusne zajčke prvi večer, smo imeli 3 predstave in odziv je fenomenalen. Mislim, res, ljudje so sprejeli celo zadevo. Seveda, zadeva je malce mejna, ampak nekaterim bo to zelo všeč, nekaterim tudi ne. Vsak ima pravico seveda do tega, da se do tega opredeli, ampak mislim, da smo pa res povezali tale celjski mestni vrvež in to kulturno četrt in nasploh Celjane z nekim dogajanjem. Pa tudi prvine v sami predstavi vsega je, dobesedno glasbe je veliko, žive glasbe in to z bendom, ansamblom, potem tudi gibanja je malce drugače, tukaj je tudi, kaj je zdaj, tudi sodobna tehnologija, slušalke ste vpletli in mogoče, kakšna je pa tukaj še tudi interaktivnost gledalcev, tudi oni so na nek način del predstave, ne? Tako. Matija nas je povabil v svoj svet, v svoj svet, ki je v prvi vrsti zelo nekonvencionalen, kar tudi sam poudarja. In to je počel z enim takim zelo lepim načinom, vsak dan poln energije. To je bilo res neverjetno, kako potrpežljivo je z nami delal, ker smo bili mogoče na začetku malo skeptični, namreč polotili smo se učenja, animacije z lutkami, predmetnega gledališča, vse možne vrste gledališča boste tukaj najdli, ravno zato, če se prej navežem na svoje misli, je predstava tako zanimiva, ker gledalcu omogoča, da razmišlja o sebi in svojem življenju na različnih nivojih človekovega življenja, od širšega družbenega do popolnoma intimnega. Ja, in v tem delu smo nekako počasi potem se udomačili, čeprav se nam je zdelo, da se domače počutimo samo v tem svojem bolj konvencionalnem načinu dela znotraj gledališča. Ampak nam je to ratalo zanimivo in smo se začeli zavedati, kaj lahko vse znotraj tega tudi za sebe najdemo. Pravzaprav pa na nek način je danes tudi menjavanje vlog tudi v gledališču, na odru, nekaj čisto normalnega, tako da se recimo jaz prelevim iz boga Aresa v Hekabo, pa potem v Artemido, se malček poigram, čist malček z komedijo dell'arte. In to je pravzaprav postalo za nas pol tak fajn izziv in smo si spletli neko nit. Veliko smo
po Celju se gibali. Ne nazadnje, včasih sebe zalotim, kadar smo veliko noter zaprti v prostorih, pa delamo kakšne težke zgodbe, ustvarjamo. Ko pogledam ven in se rečem, jo tako lepo vreme je, no, tokrat smo imeli možnost biti ves čas zunaj, tudi v dežju in soncu. Veliko smo z Matijo tudi prepevali, on je skladal prečudovite komade, ki jih tudi odpojemo in so zelo nosilni v tej zgodbi, ne, Rastko. Tudi kolegi, ki znajo inštrumente, so se priključili, to je Matija tudi znal najdeti v vsakem še tisto, kar zna več, to se mi zdi tudi super. In vsa ostala ekipa, ki je zraven delala, to se je delalo v tem mesecu in pol, pravzaprav vse hkrati in sproti in kar naenkrat smo to mesto v mestu začeli vsi živeti. In ja, zdaj si gledalci nadanejo torej slušalke z šlemi, ki so malo smešni, groteskni, torej to so metlice. In ker so bogovi določili našo usodo na začetku, tako kot v mitoloških zgodbah, tudi tukaj ne vedo, po kateri poti bodo šli, ali bodo šli po poti Agamemnona, ki je vojaška pot, torej pot, ki bo napadla, Ahajci bodo napadli Trojo, saj vemo zakaj. Ali po drugi poti, to je pa Parisova pot, ki se vrača nazaj v Trojo, v svoj dom. Na teh poteh pa srečujemo torej junake, ki nas spominjajo spet nazaj na stare mitološke zgodbe, hkrati pa kar naenkrat te junaki postanejo ljudje iz današnjega sveta, ljudje danes in zdaj. Tako da ni se mi še dogajalo, da bi recimo predno sama postanem Odisej in prodajam krofe, se z mladim sladoledarjem tik pred nastopom pogovarjala o tem, kaj se je dogajalo v Troji in tako. Tako da zelo zanimiv proces in delo. Grško-celskost. Tako. No, zanimivo. Mogoče še tole, Rastko, prepričan sem ali pa se motim, glede na to, da gre za takšno zelo odprto zadevo. Je potrebna oziroma prisotna tudi doza improvizacije ali grejo stvari res? Konstantno. Konstantno. Brez nje tukaj ne bi šlo nikakor. Imamo nekakšno tekstovno predlogo, ki se držimo bolj na začetku predstave, zato da predstavimo pravzaprav, zakaj pri predstavi gre, a ne, kaj je nekako, bom rekel, fil rouge ali pa rdeča nit ali pa pravzaprav tema, ki se pa potem razvije seveda popolnoma svoje. In tu brez improvizacije ne bi šlo, to je bilo milijon improvizacij. Osnovne postavke so seveda znane na vsakem prizorišču, a ne, kaj nekako moraš povedati in kaj mora biti informacija, ki bo šla naprej, da vendarle povežemo celotno zgodbo v neko zaključeno celoto, a ne. Ampak vmes je pa milijon improvizacij, ki se dogajajo tudi sproti, namreč vsakokratna publika bo reagirala popolnoma drugače. Enkrat imaš v ateljeju, kjer recimo jaz razlagam slike slikarja, pa bom rekel strokovno nakladam, bodo seveda sedela takšna publika, ki jo bo to zabavala, drugič bodo gledali to skepso, tretjič bodo gledali zopet drugače. Je pa ena zanimiva stvar, ki mi je veliko ljudi reklo, potem ko smo se pogovarjali po teh predstavah, je ta, da ravno v teh studijih v kulturnem dol pri tem središču, da tako rečem, ravno v teh studijih so doživeli pravzaprav eno tako nenavadno izkušnjo, ker dobesedno si hodimo po prstih. Smo si bliže, kot smo si mi zdaj, recimo tukaj dobesedno. In je ta igra, da tako rečem, ki jo temu prizarjamo, morda še na neki način recimo moja nekako najbolj dramska, čeprav se razvijajo potem od nekaj čisto drugega, ne? Ampak na začetku in je ta interakcija med gledalcem in igralcem bistvena in seveda tukaj brez improvizacije, brez tega, da gledalec znate reagirati, na njega reagiraš in se moraš stalno prilagajati, ne. Improvizacija je bilo tukaj cel kup, ker je bilo treba vklopiti tudi ogromno domišljije, da smo prišli skozi, bom rekel, to osnovno zgodbo do tega, kako to povezati z današnjim časom, v končni fazi tudi s prihodnostjo, ne, kam nas ta današnji čas lahko pripelje, če se bomo, da tako rečem, figurativno vedli, tako kot so se takrat vedli Ahajci in Trojanci in zakaj do česa prišlo. No se mogoče pa, če se navežem še eno stvar, ki je pomembna, vsaka zadeva, ne, naj bi imela neko sporočilo.
nekaj, ne? Kje bi tu našli te vzporednico, kaj je pa mogoče tisto, česar se v teh dobrih 2000 letih nismo naučili, oziroma kaj se sploh ni spremenilo. Točno to. Kaj se kaže čas, da mir ni samoumeven, recimo. Daleč od tega. Da smo pač civilizacija, ki je vedno z vojnami živela in ali je kaj napredovala ali ni. Lahko presodimo sami, ne? Tudi v tem se današnjega dogajanja. Naša predstava. Tako da je bilo res izjemno in čudovit občutek, da smo lahko umetniki se spet združili v enem takem projektu. In Matija je tukaj bil res vodilna duša in nas je tudi ponovno povezal v en tak skupinski duh in smo zelo veseli, da so take lepe zdaj oziroma že kritike prihajajo do nas. Torej nam je uspelo spet nekaj lepega in upam, da bo živelo. In še enkrat, tudi jaz, kot je Rastko že rekel, tako lepo, kot nas je sprejelo Celje, od vseh prostorov, ki smo jih prosili, da bi jih uporabili, smo nemudoma dobili ključe in vsi so bili veseli, da nas kar naenkrat zagledajo, da tam ustvarjamo in smo res tako blizu, kot praviš. To je res nekaj izjemnega in prav je, da smo tako na stežaj odprli vrata in da je zavel tak svež nov veter, ki je tudi nam bil zelo dobrodošel, en tak fajn reset, da se počasi spet v drugi sezoni vračamo nazaj na odre v nove zgodbe. Tako. Mogoče samo še tole čisto za konec, ne, za vse tiste, ki ste predstavo že videli, ne, menda je tako, da se jo splača najmanj dvakrat videti, ne, ker dejansko, če ste tu dve ekipi, če želiš videti obe strani, moraš najmanj dvakrat priti. Tako, če želiš pa videti vsa prizorišča tudi tam včeraj, moraš gledati pa najmanj 3-krat in se točno odloči, za katere bo šel, ker je izbire toliko. Sej v tem je hec, da nihče nima popolne zgodbe in te zgodbe potem seveda tudi gledalci po predstavi mičkeno sestavljajo skupaj in se zgodba pravzaprav nadaljuje. Ne? In če parafraziram to, kar si prej rekla, ne? Zaključek predstave je tisti, ki pravzaprav pove ta song na koncu, ki traja dobro pol ure in premelje vse te teme na novo, ne? Zaključi se pa z naprej. Ne? In je tako, kot to zlo bo ostalo naprej, ampak je treba tudi iti zmeraj naprej. Ampak dajmo ga enkrat. Tako, preseči. Tako, in gremo naprej. Ja, tako. Manca, Rastko, najlepša hvala za obisk. Lahko mogoče že razglasimo, da majske ponovitve so dejansko že razprodane, nameravajo pa nastopati po Celju še v juniju. Načeloma pa tudi, če kdo gre zraven, pač vsega ne sliši, pa če hodi, ga tudi ne naženete. Ne? No, prvi in zadnji koncert sta pravzaprav, da tako rečem, darilo mestu. No, tako je. No, je pa seveda, da povežeš celo zadevo v celoto, pa je potrebno videti celo predstavo. S pesmi zvenijo dobro, ampak so mičkeno izvzete, vendarle iz konteksta, če se ne vidi vsega, ni popolnoma jasno, kaj je. Tako da kar vabim na ogled. Tele 2 urci ali koliko traja, malce več kot 2 uri, cela zadeva je izjemno intenzivnih, tudi za gledalca, imenitnih, polno zabave, polno ironij, polno nekakšnih drugačnih smislov in sodelovanja pri predstavi in prav gotovo jih vabim res vse, da si tole ogledajo, splača se. Tako, vabljeni, Manca, Rastko, hvala še enkrat. Hvala za povabilo. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh.
Meetim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meetim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meetim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meetima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Espresso? Dvojni. Koliko tak hit? Centralka? Mesec športa v Celju od 6. maja do 2. junija. Preizkusite se lahko v 26 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam še naslednjega gosta. K nam se je dobesedno s kolesom pripeljal ravnatelj 4. osnovne šole, gospod Robert Pritežnik. Živijo, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Ja, in dokaz, da ste prišli s kolesom, imate tamle spodaj in to je čelada in ni naključje, da ste prišli s kolesom, kajti danes bova govorila o prav posebnem Erasmus Plus projektu, katerega ste se lotili na 4. osnovni šoli z tujko oziroma po angleško Bike to the Future, slovensko s kolesom v prihodnost. Trajnostna mobilnost kolesa, zelena prihodnost, to so ti pojmi, ki se veliko omenjajo. Pa bi mogoče, gospod Robert, na začetku predstavili, zakaj ste se sploh prijavili na ta Erasmus Plus projekt in kako je potem bilo, ko ste ga uspešno tudi pridobili. Ja, na vsak način tudi naša razvojna naloga naše šole in razvojnega načrta je, da spodbujamo učenje v naravi, da spodbujamo tudi otroke in učitelje, da čim več pouka organiziramo v naravi in v sklopu tega tudi, da si želimo na mednarodne izmenjave. Na tem področju smo že bili aktivni na 4. osnovni šoli v Celju, ampak zdaj v lanskem letu smo pa se prijavili na Erasmusov projekt in ga tudi uspešno pridobili. Tukaj bi jaz res pohvalil vse naše strokovne delavce, ki so zelo zainteresirani za takšne izmenjave in pa otroke, ki so pripravljeni na te izmenjave tudi odhajati. No tako pa omeniva potem, katere so potem te prednosti, ki jih prinaša en tak projekt. Kaj je tisto osnovno mogoče poslanstvo projekta? Zdaj, osnovno poslanstvo Erasmusa je to, da v bistvu otroci grejo v tujino, spoznavajo okolje, jezik, kulturo, zanimivosti teh krajev, v katere odhajamo. Mi konkretno, naprimer, imamo 3 izmenjave v Španijo, Finsko in pa v Avstrijo. In na tak način med sabo stkejo kakšne posebne pristne vezi s temi učenci in predvsem tudi spodbujajo več jezičnost, s tem pridobijo tudi te veščine, hkrati pa tudi
tudi se med sabo družijo otroci in jim je to res ena lepa izkušnja za celo življenje. Kakšna je pa tu povezava, torej koles pa izmenjav? Ja, poglejte, nekako, ko smo se lotili tega projekta, smo rekli, da pač gremo s kolesom v prihodnost, oziroma da spodbujamo trajnostno mobilnost in trajnostne oblike prevozov. In ko smo nekako iskali šolo, ki bi bila v bližini, da bi bila tudi dosegljiva s kolesom, smo prišli do te šole v Lavamindu, ki je glih primerno oddaljena, da še do nje lahko pridemo s kolesom. In tudi ta kolesarska infrastruktura, ki je v zadnjem času vedno boljša in od Velenja do Slovenj Gradca je ta štrekna, ki jo ravno kar zdaj odpirajo. In vse skupaj se upadalo s tem in je res edinstveno, da otroci doživijo takšno pot. Včasih otroke malo podcenjujemo, ampak ne na naši šoli. No, tako je tudi prav. Ampak, če prav razumem, omenili ste, da nekaj izmenjav je že bilo, nekaj jih še bo in na šoli imate neke vrste prav priprave. Tudi to je dobro, verjetno na več nivojih. Tako, ja. Naši učenci so bili že na Finskem v letošnjem letu, no sedaj se odpravljamo naslednji torek v Avstrijo, potem pa v jeseni še v Španijo. In za tole avstrijsko izmenjavo seveda smo se mogli pripraviti. Imeli smo pripravljalno kolesarsko turo, kjer so se otroci dobro odrezali in verjamem, da bomo z lahkoto opravili to pot. Najprej bomo šli z vlakom iz Celja do Velenja, trajnostno, potem pa s kolesom po tej zelo zanimivi in lepi trasi, opuščeni železniški trasi, skozi Hudo luknjo, Mislinjo, Slovenj Gradec, Dravograd in potem v Lavamind, 50 km nekje v eno smer. Tam bomo potem cel teden spoznavali okolje te šole, njihove, prisostvovali bomo tudi pri učnem procesu, šli v Celovec in tako dalje. In potem v soboto se vračamo nazaj v Celje. Tako. No, ampak ko smo pa že v Celju, pa lahko omeniva tudi zdaj še eno aktualno zadevo, pri kateri tudi sodeluje 4. osnovna šola aktivno, in to je Celje se pelje s kolesom. Tu je zdaj tudi ta projekt, pa bi mogoče še to izpostavili, kako tukaj sodelujete, na kakšen način. Ja, z Zavodom Vozim sodelujemo in ta projekt poteka vsako leto. Hkrati je tu tudi, bi omenil, projekt Aktivno v šolo, kjer na naši šoli spodbujamo trajnostne prihode, peš, bus, bici, vlak in pa poljubi in odpelji. Zdaj v spomladanskem času je pa ta projekt Celje se pelje trajnostno, kjer spodbujamo otroke, da na trajnostni način pridejo v šolo. To je peš, to je s kolesom, s skirojem, to je tudi skupinskim prevozom. Hkrati pa tudi z lastnim zgledom to spodbujamo, se pravi tudi učitelji in jaz kot ravnatelj je najlažje z zgledom vzgajati. Tako da to dobro sodelujemo in smo veseli, da smo zraven. No, tako. In če se vrneva na koncu na začetek, kar ste ravno kar povedali, ni laž, gospod Pritežnik se je pripeljal torej s kolesom na tale pogovor. Ja, vse dobro želim šoli in pohvalno za te trajnostne akcije. Na kolo za zdravo telo je bilo včasih star slogan, ki pa verjamem, da še vedno drži. Gospod Robert, najlepša hvala. Hvala tudi vam. To je bila še ena tedenska izdaja na televiziji Celje. Hvala lepa kot vedno za vašo pozornost in kot vedno vabljeni v našo družbo znova prihodnjo sredo. Lep pozdrav do takrat.